Za začetek mogoče pojasnimo na kratko, kakšna je razlika med civilnim pa cerkvenim oziroma kanonskim pravom. Zakaj je cerkveno sodišče sploh pristojno? Ko se neka skupina ljudi združi v neko organizacijo, recimo ji v neko društvo, si ta skupina ljudi privzame neka pravila, ki za njihovo delovanje veljajo. Ponavadi rečemo temu statut. In zdaj, tako kot imamo pri društvih ali pa pri nekih drugih skupnostih neka notranja pravila in potem tudi način, kako rešujemo morebitne spore med člani ali pa nepravilnosti glede na pravila, ki so postavljena, tako tudi v cerkvi. Seveda naš problem ali pa ne problem ali pa zanimivost je ta, da cerkev zelo dolgo obstaja in da so njena pravila, tako kot civilno pravo, je tudi cerkveno pravo vzporedno izhajalo iz rimskega prava. In cerkveno sodišče je način reševanja bodisi sporov med člani, bodisi za razglasitev nekih dejstev, bodisi za postopke kršenja teh pravil, ki ima seveda možnost, da nekega člana v primeru zelo težkih kršitev tudi izključi iz tega društva.